To ni bil običajen ponedeljek. Zmaga v Novem mestu je ob točkah prinesla nov zagon za zaključek jesenskega dela sezone, v Ljudskem vrtu pa so bili postavljeni tudi novi delovni temelji. Za delovanje celotnega kluba naredili smo pomemben korak, v uporabo je predano prenovljeno igrišče z umetno travo, ki pomeni neprecenljivo pridobitev, predvsem pri organizaciji vadbe mlajših selekcij. Prejšnja podlaga je bila dotrajana in kljub vmesnim posegom ni več omogočala ustreznih pogojev za vadbo, zato so v prejšnjih tednih med zamenjavo umetne trave treningi potekali tudi na nadomestnih lokacijah v Mariboru in okolici. Stara umetna trava je bila totalno iztrošena. Že 2 leti smo dobivali opozorilo Nogometne zveze Slovenije, da več ne bodo dovolili igrati tekem, dejansko je sledila prepoved. Danes pa stojimo tukaj pred to, rečemo, krasno zadevo, ki bo nekako zapolnila luknjo in omogočila nekako normalno delo naši nogometni šoli. Tudi mi smo kot klub sami, torej načrtno, zavestno, sofinancirali to umetno travo v višini 50 000 evrov, jasno nepovratnih sredstev, da smo nekako pripomogli zapariti to finančno konstrukcijo. Izboljšanje vadbene površine pomeni neprecenljivo pridobitev, predvsem pri organizaciji vadbe mlajših selekcij. Skupaj imamo v nogometni šoli trenutno kar 225 mladih nogometašev, ki večino aktivnosti opravijo prav na tem igrišču. Mučno je bilo to obdobje, ko so se pojavljale te logistične težave, neprimerni tereni za vadbo, tako da današnja pridobitev je res velik korak naprej za vse selekcije naše šole. Za mlajše selekcije bomo pridobili še eno manjše igrišče, ki bo namenjeno za njih in za individualno vadbo določenih starejših igralcev, mislim mladince, kadete. Prvi so v ponedeljkovem popoldnevu preizkusili novo igrišče mladinci in kadeti po predvidenem popoldanskem programu. S tem je tudi uradno spet v uporabi vadbeni poligon naših mlajših selekcij. Med zimskimi pripravami pa bo nova umetna trava postala tudi vadbena in igralna površina za člansko moštvo.